V splošnem se pomembnosti timskega dela verjetno vsi dobro zavedamo, vendar je teorijo treba spraviti v prakso. Da bi se približali in spoznali več o pomembnosti timskega dela, smo se obrnili na Team Building Akademijo iz Ljubljane. Z nami pa je direktor Dani Polajnar. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Timsko delo se najbrž ne zgodi samo po sebi. Kakšni sploh morajo biti temeljni pogoji za uspešno timsko delo? Ja, prva stvar, da se timsko delo sploh lahko razvije, so jasno relacije med člani tima, ki morajo pa temeljiti na nekem zaupanju. Tako da vedno, kadar začnemo graditi neko ekipo in z nekim usmerjenim ciljem, da bi se pač bolje povezali, najprej vedno začnemo graditi na zaupanju. Se pravi, brez zaupanja med člani timskega dela nikakor ne more biti. To je tak temelj. Je pa vprašanje jasno, kako do tega priti, ne? Zaupanje samo se ne zgradi kar iz danes na jutri, to je pač nek proces. In ljudje se morajo zelo dobro med sabo poznati, da sploh lahko do tega pride. Je pa tudi kaj nepomembna ta piramida od zgoraj navzdol in od zgoraj navzdol. Marsikdo se namreč včasih v podjetjih, v timu ne čuti dovolj sprejetega oziroma dovolj pomembnega. Je pa vendarle vedno znova se potrjuje dejstvo, da je veriga močna toliko, kolikor je močan tudi najšibkejši člen. Absolutno, in pri timskem delu to še najbolj velja, ne? In ravno na teh šibkih členih je treba najbolj delati, ker dostikrat ugotavljamo, da prihaja do teh relacij, ki so nekje zlomljene ravno zaradi slabe komunikacije med člani tima. Tako da, kadar gradimo ekipo, se pravi, poleg zaupanja je komunikacija takoj na drugem mestu in brez odprtega komuniciranja pač do timskega dela tudi ne more priti. Danes so podjetja prisiljena z vedno manj ustvarjati vedno več, potreben je timski pristop, kako pa ga sploh lahko ustvarimo? Timski pristop je, najprej mora biti nekako kultura temu namenjena v samem podjetju. Se pravi, če kultura podjetja ne podpira timskega dela, bo težko ena ekipa sama od sebe karkoli naredila, ne? Tudi če je tim dober, pa če je uspešen na nivoju tima, če ga organizacija kot takšnega ne sprejme, se ne bo nič zgodilo, ne? Tako da vedno, kadar delamo na timskem delu, vedno začnemo pri vrhu. Če je le možno, najprej z ekipo managementa gremo skozi neke osnove, da dobijo ta, ko ne rečem, buy-in za timsko delo in šele, ko je zelena luč sprožena, lahko na nivoju organizacije delamo naprej, ne. Mi lahko na nižjem nivoju naredimo marsikaj, sicer samo se pravim, če je tim dober, samo en v celi organizaciji, nam to še nič ne pomaga. Pomembno je pa tudi neko ločevanje zasebnega in poslovnega ter seveda zdrava zlata sredina. Zdaj, zakaj to poudarjam? Zato, ker ko nekdo sliši besedo team building, je zelo zanimivo, kako to nekdo poveže. Ja, morda je potem preveč druženja, preveč mešanja zasebnega in poslovnega, vendarle pa je zadeva čisto nekje drugje, kaj ne? Sigurno, ne. Je res, da dobri timi imajo to mejo med zasebnim pa poslovnim majčkeno zamegljeno. Je težko reči, kaj je zdaj kaj, ampak če timsko delo živo, potem te stvari niso prisiljene. Potem ljudje niso prisiljeni v neko druženje, ampak si dejansko tega želijo. In ko enkrat pripeljemo do tega nivoja, so ljudje dosti bolj predani delu in hkrati raje drug z drugim, ne. In jim to ne predstavlja nekega hudega problema. Zanimiv je bil stavek, ki sem ga nekje prebrala, in sicer, če skupino posameznikov postavimo pred skupno nalogo, to še ne pomeni, da smo ustvarili tim samo zato, ker pač morajo delati skupaj. Kako to komentirate, gospod Dani? Absolutno je to daleč od tega. Sama naloga še ne pomeni, da se bo tim kar sam ustvaril. Na timu je treba delati načrtno, to je prva stvar. Druga stvar pa, če je naloga dana od zunaj kot neka prisila, potem bo težko ekipa predana tej nalogi, ne. Zato je vloga in organizacije in vodje konec koncev, da ta naloga ali pa ta cilj, ki ga imajo za doseči, ki pride od zunaj, nekako postane cilj tima in cilj vsakega posameznika. Se pravi, da ne vem, moj osebni cilj Danija kot direktorja Team Building Akademije je, da premaknem to stvar naprej in da je ta cilj tudi ponotranjen na vseh ostalih članih ekipe. Šele potem ta predanost pride in so ljudje pripravljeni premikati meje. Ja, kako pa prepoznamo dobrega timskega človeka? Oziroma takole bom vprašala, je vsak sploh lahko del tima? Mislim, v veliki večini opažamo, da ljudje imajo to kompetenco živo, samo dostikrat jo je treba še majčkeno razviti, ne. So pa jasno tudi posamezniki, ki lahko rečem, da je težko delati z njimi, da se nekako ne premaknejo, ampak velikokrat je to, sploh nimajo želje po premiku, ne. Tako da včasih ugotovimo tudi, da
če rečeva tisto, kar sva rekla prej, ne, da je tim močen toliko, kot je najšibkejši člen močen, to je lahko sicer močen posameznik, ampak je še vedno šibki člen tima. Lahko je zelo uspešen, recimo na svojem delovnem mestu, ampak če ni del tima, je on tisti, ki je najšibkejši člen. In dostikrat pride do tega, da lahko ena oseba v timu uniči timsko delo, čeprav so vsi ostali popolnoma kompetentni in željni, da se timsko delo pelje naprej. In tak človek pač ugotovimo dostikrat, da tudi ne more biti del te ekipe in je boljše, da ni del te ekipe, ker bo ekipa potem toliko bolj učinkovita. Najbrž je pa to, kaj ne, za dotičnega takšnega člena ekipe tudi na nek način udarec oziroma za podjetje, ki se odloči, da bo načrtno delala na timu, vendarle si je treba priznati določene stvari, kaj ne, spet komunikacijo postaviti na prvo mesto in postaviti bobu bob. Sigurno, je pa, ne bi rekel temu udarec, ker če pridemo do tega, da pač nek posameznik ni kompetenten za biti del nekega tima ali pa da si niti ne želi, je to zanj potem tudi olajšanje, ker je lahko včasih to njemu težko, ne. In to so dostikrat tudi neki ozko specializirani strokovnjaki, ki dosti rajši delajo sami kot v ekipi in je njim lažje potem in timu tudi. Tako da dostikrat je to taka plus situacija. Hvala Bogu, da ni minus, kaj ne? Ja, to pa res je. Je pa dejstvo, kaj ne, da nas družba nekako sili na pot individualistov v smislu pobriga se zase in pozabi na druge. Veliko tekmovalnosti je, ki tudi na tim lahko deluje vse prej kot dobro. Lahko rečemo tako, čeprav trendi v modernih organizacijah kažejo pa ravno obratno, ne? Ker brez timskega dela čez 10-20 let skoraj da nemogoče bo delati, ker bojo problemi, s katerimi se bojo timi ukvarjali, tako kompleksni, ne? Tako da tukaj je to že kar nuja in ves čas bolj to opažamo, da to bo neko dejstvo, ki ga bo organizacija morala sprejeti, če bo želela biti uspešna. Zato se tudi nekako na mehke načine tega lotevajo in moram reči, da ves čas več te zavesti o timskem delu je žive tudi v slovenskih organizacijah. Tako bom rekla, v gospodarstvu vendarle delajo drugače kot tam, kjer je javni sektor, javna uprava. Ljudje se veliko časa, kaj ne, ukvarjajo drug z drugim, namesto z nalogami, ki jih morajo v službi upraviti. In prav tukaj je neuspešnost velikokrat vidna. To najbrž tudi vi kot direktor team buildinga zelo hitro opazite, ko se soočate z različnimi organizacijami. Ja, sigurno je ljudje veliko dajo poudarka na tem, kako delajo drug z drugim, pa mogoče niso tam usmerjeni, ne. Usmerjeni ali pa načrtno delajo na temu, kar imajo kot nalogo pred nosom, kako pa delujejo kot ekipa, je pa to nekje v ozadju, ki pa morajo kar sami zrihtati, ne. In to je tista razlika med nujnim pa pomembnim, ki jo mi dostikrat poudarjamo. Naloge so vse nujne, vemo pa, da je pomembno, kako sodelujemo, da bomo te naloge opravili, ampak nimamo časa se s tem ukvarjati, ne. Zato je recimo razvoj timskega dela nekaj, kar je neka posebna funkcija poleg samega dela in je treba si čas za to vzeti in načrtno time razvijati, če želimo timsko delo imeti živo. Kako pa lahko pridemo do tega oziroma kako lahko zgradimo dober tim? Ja, prva stvar je, da se ljudje sploh o tem začnejo pogovarjati, kaj to je in kaj je smisel tega in nekako pridejo, da je tudi za njih osebno to nekaj, kar je pomembno. Zato, ker če bomo mi lažje delali skupaj, če si bomo zaupali, če bomo motivirani za dosego nekih ciljev, bo vsaka delovna naloga pač lažja, ne? In mi, ko gradimo procesno time, ugotavljamo ne samo to, da so ljudje potem bolj predani, pa da več naredijo konec koncev, ker so bolj učinkoviti, ampak da tudi raje delajo drug z drugim. In jasno, priti v službo nekam, kamor si želiš, pa kamor ti je fajn z ljudmi biti, je čisto nekaj drugega, kot če je to neka mora vsako jutro. Ja, če poslušamo denimo naše starše, bili so zelo predani svojemu podjetju, ne? Danes se je morda to malo razblinilo tudi zaradi krize, ki je na Štajerskem še posebej prisotna, bi lahko rekla, veliko bolj opazna kot morda v kakšnem drugem delu Slovenije. No, danes morda tudi bi se morali večkrat, kaj ne, gospod Dani Polajnar, spomniti na to predanost. Mogoče, čeprav kar ugotavljamo trende moderne, sploh z prihodom te najmlajše generacije Y na delovno mesto, je to, da ni več toliko predanosti posameznikom podjetjem, ampak je predanost njihovim ožjim krogom, njihovim timom. Se pravi, človek je bolj predan svojemu timu kot celotnemu podjetju, ne? In to je nek trend, ki še toliko bolj daje pomen timskega dela pač na višji nivo. Kako vi vidite, prej ste rekli, da v prihodnosti skoraj da si ne bomo več mogli predstavljati, da ne bi delovali kot tim. Kako gre razvoj na tem področju hitro naprej?
Mislite na razvoju, na nivoju timskega dela? Tako. Ja, tukaj se razvija predvsem v smislu zavesti, no? Ker to je treba temu posvetiti čas in energijo in vodje morajo dosti na višji prioritetni nivo to postaviti, če bojo želeli imeti uspešne ekipe. Moram reči, da Slovenija tukaj kar dobro dela, no? Čeprav smo še mečken za tujino, ampak ta zavest raste in nas veseli, da pač dajo ves čas več poudarka na tem. Ja, ste direktor Team Building Akademije. Kakšni so, to me še posebej zanima, rezultati načrtne gradnje timov? Ja, kot rečeno, team building ni enkratni dogodek. Team building je proces, ki nekaj časa traja in mora biti nekako načrtno peljan. In rezultati prvi, ki jih dobimo, je to, da si ljudje mogoče povejo stvari, ki si jih drugače ne bi, ki so nekje skriti v omari in potem mi to potegnemo ven in ljudje to pač se pogovorijo. Konflikti ratajo nekaj dobrega, ne nekaj slabega. Spravi, ljudje so različni, jasno, in zato prihaja do konfliktov na različnih nivojih. In če to jemlješ kot dobro stvar, kot stvar razvoja in si upaš to povedati, je to čisto nekaj drugega. In do česar prihaja je, da so timi ponavadi potem bolj učinkoviti, bolj predani svojemu delu in da posamezniki raje delajo drug z drugim. To je pa bistvo. Res je, in Team Building Akademijo bomo v prihodnjih mesecih na Radiu Maribor tudi še posebej predstavili poslušalkam in poslušalcem. Vi kot seveda direktor Team Building Akademije pa ste veliko med ljudmi in najbrž imate tudi veliko nasvetov, ki jih lahko daste našim poslušalkam in poslušalcem. Sigurno, izkušenj je ogromno. V teh letih, kar delamo z ljudmi in z ekipami, se tega kar nekaj nabralo, tako da znanje in kompetence na tem področju bomo zelo radi podelili še z drugimi. Morda še kakšen namig za poslušalce in poslušalke, kako torej naj delajo morda z kakšnim majhnim korakom, ki ga lahko spremenijo na bolje? Ja, prva stvar je mogoče za razmisliti, kaj bi si jaz želel povedati kakšnemu od svojih kolegov ali pa sodelavcev, pa to že nekaj časa držim v sebi, ga povabiti na kavo in mogoče odpreti to temo, ki je nekje v ozadju, in ko enkrat to spregovorimo in mogoče rešimo za par procentov, je pač delati in pogovarjati se s takim človekom naprej dosti lažje. Gospod Dani Polajnar, direktor Team Building Akademije, hvala lepa za ta pogovor in naslišanje kmalu. Hvala vam za povabilo in rade volje se še oglasim.